Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in ja, po parih dneh se spet oglašam. Šla sem v četrtek zvečer, a veste kam, v osamo za par dni. Tako sem razmišljala že dalj časa, ker pred poletjem sem prebrala knjigo Zdravilo duha, v glavnem. No, in v tej knjigi na koncu piše, da greš na post za 3 dni nekam v divjino. No, in sem že večjim razlagala, verjetno tudi vam, preko video, da bom šla enkrat na post. No, in sem se res odločila, grem na post, čeprav je bilo napovedano slabo vreme. Vzela sem šotor in ena moja krasna, a veste, več kot znanka, ena gospa, Zdenka, ki mi je res pri srcu, mi je ponudila za rojstni dan svoj vikend v Radovni. To je že v Triglavskem narodnem parku in ja, in sem šla tja sama. Eno noč iz četrtka na petek sem spala v šotoru in dejansko sem se 24 ur postila, bila sem samo na vodi. In potem nisem bila več. Tako da v glavnem, zdaj pa zakaj nisem, najprej dajmo post skozi. Tisti, ki me dalj časa spremljate, veste, da nisem za radikalne diete in da tudi za razne poste nisem. Ampak dejstvo pa je, da na sebi preizkusim razne stvari. In eno od teh postov sem že preizkusila pred leti, da sem bila polno aktivna, delala in sem pila samo zelenjavne sokove. Evo. Lejte, po enem tednu bi jaz lahko ljudi požrla, toliko mi je šlo se na živce. Se nekaj, ok, post za mene ni. Shujšala sem takrat 2 kili, ampak ne shujšala, jaz sem shirala, tako da nisem bila več ista. No, to je bilo pred leti. No, zdaj pa, ko sem pa brala to knjigo Zdravilo duha, sem pa prišla pač do tega poglavja, da je v bistvu čisto varno za vsakega, da gre v divjino in da v divjini se posti in da se poveže s svojim vodstvom. No, in sem rekla, pač mene je poklicalo. Se pravi, nisi v stiku z nikomor, samo sam s sabo in z naravo. Jaz sem bila zraven tekoče vode, v petek sem se kopala v Radovni, ki ima 14 stopinj, v glavnem mrzla je kot pri norcih, ampak sem skočila noter, preživela. In v glavnem super mi je bilo. Zdaj pa kaj sem delala, ne, pojmo naprej, da vam razložim še o postu. In potem v petek zvečer se mi pa že začelo dogajati, da sem slabo videla, da se mi je vrtelo v glav. In sem rekla, in tisto, kar mi pa rekla dovolj, dejansko namesto, da bi lulala, sem bruhala. In potem spet grem brat. In piše, če imate sladkorno bolezen, ne se iti posta. No, jaz nimam sladkorne bolezni, ampak jo imamo v družini in ja, zelo sem občutljiva na sladkor. Se nekaj, ok, zaključim moj strogi post. Še vedno sem v 3 dneh zelo pičlo jedla, tako da sem vseeno imela post, ampak sem jedla na 3 ure pa pol nekaj malega, tako da sem v 3 dneh pojedla en pakelc oreščkov in par šejkov sem popila. Tako da, v glavnem, do česa sem prišla? Potem je bil dež, nisem bila več v šotoru, šla sem lepo v kočo noter, krasno sem se imela. To bi vsak mogel preizkusiti, kako je, če si 3 dni izoliran od vsega, bombardiranja, odsevanja, od vsega. Res je super. Druga zadeva sem pa šla skozi moje misli sem šla, skozi moje misli, občutke in v petek sem še predelovala moje zgodne otroštvo. Dejansko, lejte, tisti, ki ste bili vzgajani z sistemom bodi tiho, potrpi, je ena stvar, ali pa bom z druge strani vam povedala. Zadnjič se mi je sanjalo nekaj o mojem očetu in sem rekla, zdaj imam pa jaz tole še za prečistiti. Midva z mojim očetom imava krasen odnos, ampak vseeno, veste, njegov program, ko mi je 1000-krat rekel, bodi tiho, če prideš v hiši, ne delati špetirja, bodi tiho, potrpi. To je tako močno v meni noter, da dejansko
sem rabila, ja, počistiti. Tukaj na YouTubu sem že posnela tudi meditacijo za rezanje vezi. Sem šla to rezati, že zadnjič enkrat, pa zdaj. In vam povem, kako sem se počutila. Kot bi iz tega predela, kot bi ven vlekla nekaj, kar me je dušilo. Nekaj, kar je bilo tako prav usedlina na moji duši. Naslednja stvar, kar sem ozavestila. Jaz sem bila kot otrok kar nekajkrat tepena. In če ste bili vi vzgajani s tem, da ste jih dobili po riti, a veste, do česa sem prišla? Dejansko, ravno ta moj odnos z mojim očetom, pa lejte, tisti, ki ga poznate, veste, da moj oče je ena taka res lepa energija, ne? In, ampak vseeno, se pravi, na eni strani mi je govoril, kako me ima rad, na drugi strani me je pa tepel. Se pravi, sem bila kaznovana. In moj program je bil, se pravi, človek, ki me ima rad, me lahko tudi kaznuje. Juhej! Se pravi, najdeš partnerja, ki te ima rad, ampak dovoljuješ, da te na en način kaznuje. Vidite? In do tega, da sem prišla, wow, o tem nisem nikjer brala. Dejansko to je bilo v petek, ta moj wow efekt. In mogoče bom s to informacijo komu pomagala. Potem pa naprej v soboto, dež je padal, bilo je pravlično, res je bilo lepo, sonce, dež. Tisti, ki ste na Facebooku, pojdite pogledati slikce, tako je bilo, samo še vile, mislim, jaz verjamem, da so bile tam vile, samorogi, kot bi bilo posipano vse skupaj z zlatim prahom. Čarobno. In kaj sem delala? Pisala sem ideje za novo knjigo, ampak pisala sem jih v zvezek in pisala sem o tem, kaj vam imam še za povedati. Tako da, glede tega sem toliko hvaležna. Glejte, če vam pade na pamet, da vas kliče, da greste v samo, pejte, za 3 dni ni treba strogega posta. Mogoče manj jejte kot sicer in boste videli, kako se boste dobro počutili. Mogoče več pijte kot sicer. Mogoče kakšen čaj, jaz sem kar tam natrgala rman, pa zlato rozgo, pa sem si skuhala čaj. Veste, koliko je dober, ker enostavno imaš sveža zelišča in jih skuhaš in evoj, to bi res moral vsak izmed nas preizkusiti. Mogoče ne toliko strogi post, ampak predvsem pa osamo. Zdaj pa naslednja stvar, vam pa želim govoriti o tem, kaj se pa potem zgodilo, ko sem prišla nazaj domov. In ko pridem nazaj domov, dobro, vse je bilo v redu. Jaz sem prišla do zaključka, da bi večkrat mogla iti od doma, ker dejstvo je, da moje punce takrat, ko mene ni, one tako piko pospravijo, da juhej. Tako da, toliko vam pridne punce. No in v glavnem, pri podjetju, s katerim sodelujem, sem bila v dogovoru z eno gospo, nekaj za sodelovanje, pač pogovarjali sva se glede mentorstva in tako naprej. V glavnem, ne bom govorila ne o imenih, nobenih imen, ampak zanimivo je, kako si določeni ljudje lastijo. Pa bom raje šla na zgodbo. A poznate zgodbo kralja Salamona? Zakaj je kralj Salamon veljal za najbolj modrega kralja? Kralj Salamon, zdaj bom pa dala na pauzo, ker vam... No, tako sem najdla. Glejte, kralj Salamon je veljal za najbolj modrega kralja. In verjetno poznate zgodbo, ampak 2 ženski sta po noči poležali, oziroma ena je poležala otroka in je zamenjala svojega mrtvega otroka z otrokom druge ženske, ki je bil živ. In seveda ta prava mama, ko je opazila, da ta otrok ni njen, se je pritožila in ta neprava mama je trdila, ta otrok je moj. No in na koncu je cela zgodba prišla k kralju Salamonu. In kralj Salamon se je odločil. Enostavno, dajmo otroka presekati na pol in bo vsaka imela polovico tega otroka. In katera ženska izmed teh 2 mislite, da je, ali pa tisti, ki poznate, veste,
da je rekla, ne pustite ga živeti. Dejansko tista ženska, ki je bila prava mama, ki je neizmerno ljubila svojega otroka. Ta, ki ni bila prava mama, je rekla, ja, presekajte ga. Se pravi, če nimam jaz, tudi ti ne boš imela. Ali pa po slovensko, Bog daj, da bi sosedu crknila krava. To je približno isto. No in v glavnem, kaj se je meni zgodilo? Pač z eno gospo, jaz poznam dobro pravila, kaj podjetje Neolife, podjetja, pač dejstvo je, da mrežni marketing je zanimiva zadeva. Nikogar nimaš v pogodbi, nikogar ne moreš prisiliti, da je s tabo. Vsak lahko izstopi po določenem času in gre pač k drugemu. To so določena pravila in jaz jih seveda v 30 letih dobro poznam. No in z eno gospo, ki nekako ni dobila podpore pri svojem mentorju, se je pač odločila, da bi rabila drugega mentorja, da bi rabila mene. In seveda, ker je poštena, se je odločila, da bo govorila s svojo mentorico, da ji vse skupaj razloži, kako in kaj. In pošteno, da ji pove, da ni, da zdaj, veste, nekaj naredi tako in da na koncu spade nekaj drugega, ampak pač karte na mizo, dajva se pogovoriti, ker in kakšna je bila reakcija. Ta mentorica je dejansko napisala mail, zanimiv mail, ne direktno meni, ampak vsem ostalim uradom. Se pravi, naj vsi vejo, kakšna prasica je Minka, kaj dela. Jaz sem se sicer nasmejala, se nisem nič razburjala zaradi tega, ampak dejansko je tako, če nisi moj, ne boš od nikogar. No in to lastništvo, kdaj se še zgodi? Mož pa žena, poti gredo narazen. Ja, imata mogoče skupne otroke, imata mogoče za sabo nekaj let, ki so bila srečna, ampak če nisi moja, druge besede mi ne gre skozi možgane, crkam. Če nisi moja, tudi z drugim ne boš srečna. In temu se reče, kaj? To so energijski napadi. Ker če drugemu želiš slabo, kot pravi Kim, šamanka iz Horjula, ona pravi bad wishing, se pravi, ko drugemu želiš slabo. In zdaj, kako to izgleda, ko drugemu želiš slabo na energijski ravni? Ko drugemu želiš slabo, deluje tako, kot da bi vrgel laso na njega in ta laso pade na tega človeka in ga, si predstavljate, divji zahod, približno isto je to. Se pravi, ta s to slabo energijo zveže, te zategne zanko. In če se zdaj zadnje čase vam dogaja, da ne morete spati, da se naenkrat prebudite, da vam srce nabija, da hlastate mogoče za zrakom, kaj pa če vam nekdo pošilja slabo energijo, se pravi ta bad wishing. Ste pomislili na to, da je to možno? Veste, zato ker ta svet energiji je veliko več, kot mislimo. No, in pojmo naprej. Vam povem rešitev, toliko sem navdušena. V tem času sem pa našla en program na internetu in seveda jaz se tudi učim. In kako v bistvu, takrat, ko imaš problem, kako ga v bistvu predaš višji inteligenci in čakaš na odgovor. Vemo, da par minut pred spanjem smo tako ali tako v sproščenem alfa stanju. Zdaj, ko jaz to govorim, sem v beta stanju. Alfa stanje je sproščeno stanje, takrat, ko tudi mogoče med vožnjo, ko nekaj delamo avtomatsko, ko stvari smo res sproščeni. In tik pred spanjem smo tudi v alfa stanju in potem zdrznemo v globje ravni. No, in takrat sediš v posteli in si čisto v miru in si predstavljaš film tega vašega problema. No, in zadnje čase, pa jaz sem vam že govorila o tem, se meni kar pogosto dogaja, da pač enim ljudem grem v nos. In očitno, veste, te energije so zanimive. In se tudi po noč včasih zbudim tako. In dolgo časa sem bila v tem obrambnem položaju, pa pusti me primera, sem komu kaj naredila, veste. In bolj kot se braniš, bolj si majhen. Zmeraj bolj si majhen in vedno bolj kot si majhen. To je cilj, da nas zmanjšajo te energije. To je cilj, da nas uničijo.
naj crkne, ker v bistvu dobesedno te energije so na tej bazi. In da vam zdaj naprej povem, kaj sem potem naredila. Se pravi, zdaj te dni, ko to razmišljam, tudi zdaj, ko sem bila v Radovni, se pravi, si naslikaš ta problem. Se pravi, kaj naj jaz naredim in sem šla si napisati, se pravi, kaj naj naredim s tem, da se mi dogaja, da se zbujam po noč, da imam občutek, da takrat, ko pride ta naval energije, kot da bi mi zakuhali, da sem potem utrujena, nimam ta pravega pospeška, kar spala bi, veste, tako, pa tudi fecla se mi in tudi vi ste že opazili, da včasih mi laufa, včasih pa kar ne grejo besede. No in v glavnem. To je en od mojih problemov in jaz to napišem in potem tukaj v tem programu je tako, da si predstavljaš video pred spanjem, kako to izgleda, kako se ti zmanjšaš, kako... In v bistvu, ko vidiš ta problem, ga ali zapakiraš na en način in ga pošleš višji inteligenci. In to lahko si predstavljaš, da ga zapečeš na CD, da ga, jaz ga kar tako dvignem pa rečem, ukvarjajte se s tem. In čakaš na odgovor. In sem ga dobila. In sicer, zadnji dan v nedeljo, ko sem bila še v Radovni, pišem v zvezek. Zavedaj se, da si veličastna. Zavedaj si, da si velika, da si mogočna, da zmoreš sled svoji viziji. In včeraj mi gre skozi možgane, da si sebe predstavljaj kot veliko. Ampak tako veliko, da stojim na zemlji in segam do lune. Tako veliko. Se pravi, da sem res ogromna. In da je tvoja roka ogromna in da si predstavljaš to energijo, ki prihaja do tebe, da se ta energija, zdaj pa to je pa pomembno, ne vrača k svojemu izvoru, zato ker spet nekoga ranimo spet s tem, ampak se razblini v angelski svetlobi. Jaz to probam. Jaz sem danes spala samo 4 ure, ker enostavno toliko energije, da ne vem, kam z njo. Wow! Jaz vam povem, da je to toliko močna zadeva, se pravi, da sebe dovolite, kakorkoli dovolite, da vam angeli pošljejo sporočilo. In tisto, kar je meni prišlo, moje sporočilo je bilo, govor si, jaz sem mogočna, v meni je mogočna sila. Vso moč imam v sebi, zmorem. Vsa ta energija se odbija od mene in se razblinja v angelsko svetlobo. Glejte, če sem komu s to informacijo pomagala, super, in poskusite na ta način, lahko rešite vaše probleme z višjo inteligenco. Ja, jasno morate definirati, kaj je vaš problem, jasno, in jasno zaprosite, kaj bi želeli. Zdaj pa še ena stvar je pomembna, se pravi, jasno zaprosiš, zdaj pa, ko si v meditaciji, se pravi, pošleš višji inteligenci tvoj problem in potem se obrneš za par stopinj v levo in si predstavljaš, kako bi bila idealna rešitev za vas. Kako imate vi korist od tega, kako ima vsaj ena oseba korist od te rešitve, kako se vi dobro počutite in če je le možno, dajte v svojih teh vizijah videti barve, svoja čustva, kako se počutite, čim več občutkov dajte noter. In ko boste to naredili, jaz vam povem, stvarstvo res čaka na to, da jih prosimo za pomoč. Res čaka na to. Tako da, jaz sem prepričana, da je to ena taka informacija, da bo mnogim pomagala na vaši poti do bolj zadovoljnega, do bolj srečnega življenja. Ker glejte, vsi živimo v tem svetu in ja, ta svet
zna biti zelo, zelo pokvarjen. Ampak ne dovolite pa, da vas ta svet spridi in da vi postanete pokvarjeni, ampak da to, kar se dogaja, vas naredi bolj svetle, bolj žareče, bolj ljubeče, bolj sočutne. Tako da, to je moje sporočilo za danes. Ja, imejte se radi, delajte na sebi in stvarstvo vas ima tako neizmerno rado, ker vam želi poslati rešitve. In rešitve so tukaj, samo primite jih. Tako da, res lep dan, uživajte in sebe je treba postaviti vedno na prvo mesto.